Akcija, pozdravljen nazaj na drugem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Grem skoraj stav, da boste današnji dolg jezik pa kar majčkam presenetil, ker vem, da ga niste pričakovali tako hitro. Čaka nas novo poglavje dolgih jezikov, čaka nas nekaj popolnoma nepričakovanega. Popolnoma novi serial Dolg jezik, intervju Kje so danes. Kje so danes znani Slovenci, ki ste jih spremljali v resničnostnih šovih ali pa kje drugje. Vse skupaj bova otvorila z današnjim prvim intervjujem s Kajo Casar. Kajo se mogoče spomniš iz prve sezone Sanjskega moškega, kjer je bila ena izmed fan favorite in ena izmed zgodnjih favoritk. Kaja je punca, ki nas je navdušila za njeno iskrenostjo in pa za njeno prijaznostjo. Z njo sva spregovorila vse o prvi oddaji, kje je danes, je zaljubljena in tako naprej. Če te vse to zanima, poglej video do konca. Jaz sem majčkeno lačen zdajle, ampak dajmo vse enkrat z videom začeti. Če probava nekako odmisliti vso to dramo, ki se je dogajalo za eno leto, kakšna je bila izkušnja tvoja v oddaji Sanjski moški? Moja izkušnja v oddaji je bila nepozabna. Jaz vedno pač rečem ljudem, ko me vprašajo, da ne bi šla zdaj še enkrat v drugo sezono, ampak bi pa še enkrat vse ponovila. Pa če bi dobila možnost, a greš, bi šel še enkrat, ja bi šla. Ker je res bilo zakon. Katera stvar te je pa najbolj presenetila? Tempo, 24 ur na dan kamere, kaj bo guno, ki te je najbolj presenetilo od tega reality TV snemanja? Najbolj me je presenetilo, po mojem, to, koliko ljudi je okrog tebe, ko se ti pogovarjaš. Tam pa tako naprej, ker zdaj tempo ni bil, ker nismo snemali 24 ur. Tako da glede tega je bilo ful dobro razporejeno, ampak je pa to, ko se ti pač tam z enim človekom meniš, pa ga spoznavaš, pa pol se s puncami pogovarjaš, a zraven tebe je 30 folka. To je po mojem tista stvar, ki je bila najbolj tak. Ti si bila ena izmed fan favorite, mislim, da čisto pošteno. Daj mi povej, kaj si ti snemala med snemanjem. A si ti mogoče pomislila na kaj takega, da bo tak pozitiven odziv, da bo tak following, kakor je na koncu bil? Ne, niti približno. Jaz sem se bolj bala, vse sem pričakovala neke hate komentarje, ampak jaz sem bila ful pripravljena na ogromno negativnih komentarjev, ker sem pač vedno vedela, kako je s komentarji glede, ko greš pač v reality. Pol pa, ko sem prišla ven, pa tako ti vidiš res večino pozitivnih komentarjev, sem bila tako, ne branim se tega. Tako da je bilo res fajn. Zdajle v novi sezoni je veliko govora o tem, da naj bi imelo veliko punc že prej, fanta. A si bila ti 100% samska, ki si noter vstopila? Jaz sem še zdaj 500% samska. Se pravi, to ne snima za skrbeti. Ne. S katerimi puncami si mogoče danes še ostala v kontaktu, pa da ste še vedno dobre prijateljice? Z Anjo itak živiva skupaj. Z Anjo sva si res od konca oddaje, že v bistvu med oddajo sva si bile cool, ker sva tudi bile skupaj v sobi. Z Nino Savnik, sicer smo se malo so naše smeri šle v druge, pač stvari šle v druge smer, ampak smo si še vedno tudi z njo cool. To je po bistvu to zvečjega. Skozi se dogaja, da se ponavljajo besede, da so bile punce v prvi sezoni od dotičnih punc, da so bile zelo, zelo prizadete, zelo fake, da so tako zelo pokvarjene. Daj mi povej, zakaj te besede? Jaz to sploh ne razumem. Mislim, da je problem v tistem človeku, ne v nas. Ker nobena punca ni bila pokvarjena. Jaz tudi ne vem, zdaj bom pač dala Lauro za primer, ker je najbolj tako glasna in zaradi pove svoje mnenje. In jaz tudi, ona ni pokvarjena, pač samo pove svoje mnenje na glas, pa mogoče na drugačen način kot nekdo drug. In zato noben ga to ne naredi pokvarjenega. Ne vem, pač to pove res več o tistem človeku, ko to govori. Pokvarjena je ta grda beseda, da ne vem. Ali je bil kakšen trenutek, ki se je zgodil na snemanju, ki mogoče ni prišel v final cut, pa se je te zdela že taka izkušnja, da si bila govorila, zakaj nisi to pokazala, pa mi mogoče zdaj kaj takega delala z nami? Meni je edino v spominu najbolj ostalo, ko sem delala v savni sklece, to ne bom nikoli pozabila. Fora je bila v tem, ker jaz sem pač imela samo eno brisačko okrog vito. In jaz sem imela eno pač tole špangico za lase in sem si jo dala za vsak slučaj, preden sva šla midva na ta dejt, za brisači. In če si jaz tiste špangice ne bi dala,
pač brisača bi šla dol. Tako da tista špagica mi je takrat rešila po mojem life. Koliko tejkov si pa mogla narediti? Ne, prvo sva vse naredila. Aha, okej. Danes si z bivšim sanjskim moškim še v kontaktu, ali ne več? Ne več, okej. No, tole zdaj je bilo kar zanimivo. A je kjerega presenetilo, da še gledam več ni v kontaktu? Mislim, da nobenega ne. Ok, zdaj sem pa jaz prvič zelo, zelo lačen, tako da pojdite z mano skuhati ene nudelce. Naslednjih 30 sekund pa bova posvetila današnjemu sponzorju, ki je Podravka. Tukaj le pred mano so čisto novi, fini mini nudelci, ki jih lahko pripraviš že kar v 3 minutah. Lahko izbiraš med različnimi okusi, jaz pa bom danes izbral zelenjavne. Dejva zdaj tole pripraviti. In kakor boš lahko videl, res je čisto preprosto. Daš nudelce v vrelo vodo. Ne vem zakaj tukaj, ker nisem upal dati noter. Posuješ z začimbami. In pa voilà, dober tek. Teli fini mini nudelci so res instant. Mislim, koliko je bilo pa to? Wow! Tole je pa veliko bolj pikantno, kot sem si mislil. Ampak jaz obožujem pikantno, tako da tole je ena A zame. First impression telih fini mini nudelcev je 10 od 10. Tako da dajte med tem, ko jaz uživam v telih nudelcih, pogledati, kaj se je dejansko dogajalo s kavo v Exatlonu. In kakšna je bila kajna izkušnja v Exatlonu, ker vemo, da se je končalo majčkeno žalostno. In pa kakšen je update za njeno bolečino, z njeno poškodbo danes. Kakšna je bila pa izkušnja z Exatlonom? Ker vem pa predvidevam, da je bilo pa to čisto nekaj drugega, čisto drugače. Exatlon je bila nora izkušnja, sicer jaz po Exatlonu nikoli nisem tako jokala kot takrat, ko sem mogla iti domov z Exatlona, ker mene so itak domov poslali zaradi poškodbe, tako da jaz nisem dobila opcije, ajde ti se odloči, da lahko tekmuješ ali ne. Jaz sem dejansko rekla še takrat, ko smo to rekli, da podpišem, da grem naprej na lastno odgovornost tekmovati. Ampak je itak pač magnetna resonanca pokazala, da je poškodba bila prehuda. So me pa kontaktirali, v bistvu čakala sem na hitri test za COVID in jaz dobim na Instagram sporočilo, ja, če bi šla v Dominikansko, pa jaz to malo preletim, pa tako še Ati je zraven mene stal, pa mu jaz pokažem, pa on tako ne, to je nekaj fake. In pol dejansko preberem, sem bila tako, ne, ni fake. In pol sem odgovorila, pa sem se vse zmenila, šla na te teste in to je v bistvu bilo to. Kakšen je pa zdaj update na tej poškodbi? Zaenkrat je v redu, sicer jaz sem dobila dejansko datum in bi mogla biti operirana, ampak glede na to, da tule res vsak dan in skejtam in surfam in vse, pa ne čutim nobene bolečine, sem rekla, da pač dokler tako lahko funkcioniram, ne bom zdajle operirana še 4-tič, ker jaz sem že bila 3-krat prej. Zjavo so po mojem mogli 10-krat prekiniti, ker nisem se mogla nekati jokati. Ja, itak, ja. In jaz, ko res nisem oseba, ko ne vem, preklinja kaj dosti, pa tak naprej, tam sem po mojem poslala vse, vse tiste ekipo tam, ne vem, kaj se si tako pravičila, ampak... Ja. Jaz to gledam in to je meni tako hardcore, mislim, jaz bi se ubal po moje na gunih. Kakšna je realnost, ker ti ne moš kar slišati navodila pa ita, ne, mislim, ker to zgleda, pa gun ogen pa... Nažalost je taka realnost. Okej. Ne dobiš ti možnosti, da bi pač šel pred poligon. Vedno pač ti greš z tem, ko trenerjem oziroma s tem sodnikom, greš skozi, tako kot je na hitrico prikazano v bistvu tudi na televiziji, on ti razloži tu gor, tu dol in tako naprej. Ne greš pa ti, da bi dejansko tekel na polno skozi poligon. Tako da prvič poligon, ko tekmuješ. In itak greš na polno, pa pol prije pač do poškodb, ko prije, ker to je železo in spolsko je. Tako da res moraš ful paziti, ampak je težko paziti, ko ti sam razmišljaš na to, da čim hitreje pač zaključiš pa zmagaš. A čutiš gun ogen, tisto vročino? Ja, dejansko na tistem Mad Maxu, če si šel preblizu oziroma stal predolgo gor na avtu, ne spomnim se točno, kako je bilo, si ful čutil tisto vročino. Sorry, ko vam delam lušte, ampak tole vam pa moram pokazati. Jezus. Seveda me pa tudi zanima, ali gleda kaj novega sanjskega moškega. Dajmo jo vprašati, kakšno je njeno mnenje o novem sanjskem moškem.
Povej svoje prve vtise, preden se je ta začela, ko si izvedela, koliko je sanjski moški mlad, pa da jim povej, kaj se tvoja mnenja danes, kako misliš, da vse skupaj handla in tako. Na začetku mislim, da so ga vsi obsodili na starost, ampak glede na dogodke z prve sezone, sem jaz pač bila tako, ok, pač starost nima veze. Nima veze pri tem, koliko si ti zrel, ker naš sanjski moški je res vedel, kako se pogovarjati. Pa to. Videl se je, da ima pač izkušnje. Pri njemu pa mogoče lih to manjka, ko se ne dotikajo toliko, pa ne. Ful so na neki distanci, tako da mogoče se v tem najbolj razlikujeta. V zadnjo je v oddaji rekel, da bi on prepovedal ves cuker v hiši. To, na primer, osebno je mene zelo zmotilo, ker sem prvo pomislil, kaj misliš, da so vse preveč debele, preveč jejo. Glede cukra je tudi mene zmotilo drugače, zato ker itak je že toliko teh motenj prehranjevanja pa vsega, tudi sama sem šla čez to. In me take stvari ful hitro jih zaznam v oddaji. In me je to osebno dejansko ful zmotilo, ko je tako rekel, da bi pa prepovedal ves cuker. Ker tudi s cukrom normalno živiš pa si zdrav. Tako da ta stvar je tudi mene tako kar zmotila. Pa noben ni o tem govoril, jaz sem pa kar gonil, Ja, kar nekaj. Samo to je pa po mojem tisto, ko se malo se zadržuješ, pa malo misliš, da si na TV-ju pa tako naprej, ampak ne moreš se pa ves čas. Ja. In take trenutke, ko take izjave daš, ti da mogoče malenko zamisliti, ok, pa nisi sam tak, kot se pa zdaj kažeš v oddaji. Kakšen je občutek, ko si ti tam v avtu? V tisto se pa ne bi vrnila. Zakaj? Jaz se prav smem, meni se tako roke tresle. Aha. Jaz sem še imela tisto nogometno žogo v roki in sem bila tako, ok, sam ne pas, ne tisto žogo dati v sveče nekam. In je kar scary moment. Sploh tam, ko stopiš ven, pa kar naenkrat ti vidiš 15 kamer, pa 35 ljudi, ko gledajo vsi vate, pa še veš hkrati, da bo itak na TV-ju. Kje te je v zgon avto pobral? Ali tako eno vink prej, pa ste pa... Mi smo dejansko bile v izolaciji v Piranu, tako da smo se s tistim avtom peljale od Pirana do Portoroža. Koliko so bilo poj avtov? Ja, zato je pa tako dolgo trajalo, ker naša prva noč se je zavlekla mislim, da smo snemali do 4 zjutraj, če se prav spomnim. V glavnem, dokler se je zdanilo, ker se spomnim, da je bil moj prihod, jaz sem šla iz Pirana komaj okrog 8:30 ali 9:00 zjutraj. To je plan, da se začne, ne vem, ob 7:00, tako je v glavnem, ko pade tema, pa se je itak vse skupaj zavleklo in jaz se prav spomnim, ko sem še razmišljala, a so pozabili na me, ali kaj je narobe in pol tako ob 1:00 zjutraj mi potrkajo na vrata sobe, ok, kaj je, zdaj pa ti greš. Jej! Daj so drugi make-up naredili, ali si ga sama? Drugi so mi naredili, ampak zdaj bi šla v oddajo, bi si ga sama, tudi če ga ne vem, bi si ga naredila tako, kot si ga vsak dan, pa to je to. Se drugače zelo veliko govora o make-upu letos, ker jaz moram priznati, da prvo epizodo jaz sploh ne vem, kdo je delal make-up tem puncam. Edina, ki je ta Pleasure Mermaid, Maja. Kako je lahko njen make-up 100-krat boljši od vseh punc? Meni to sploh ni jasen. Mislim, da si ga je ona sama delala in zato. Res. Ne vem, pač jaz, to smo me bile tudi isto šokirane, naprimer nad, saj ne vse, nekatere punce vejo liči tam, ampak mi smo tudi bile tako, ok, na televiziji smo pa tako naprej, a namazane smo za da ne bom grdo rekla. Ja. In ko se moraš itak počutiti lepo, pa tako naprej in pol ti narediti zgrd make-up, pa ne zblendajo, pa grdo frizuro. Dostikrat je bilo ful težko. Vem, da vsakič se je vsaj enkrat vsaka punca zjokala zaradi make-upa. Ko je pač kar ena stvar, ampak ko si pa ti tam, pa veš, da boš na TV-ju, pa tako naprej, pa ti to pač predstavlja ves svet. A je bila katera punca pred oddajo, Kaja, jaz grem zdajle v sanjskega moškega, a imaš zame kakršenkoli nasvet? Pora je bila v tem, ja, dobila sem veliko sporočil tak, ampak na anonimnih profilih. Pač mi smo dobivali sporočila kao, ja, ne smem povedati, kdo sem, ampak grem letos sanjskega moškega, mi lahko svetuješ to pa to pa to. Na ta način sem dobila ene par sporočil, ne pa, da bi me kjera direktno. A si ti dobila povabilo za povratnice? Ne, nisem ga dobila. Aha. So po tvojem mnenju noter zaradi ljubezni ali zaradi šova prepoznavnosti? Bolj zaradi šova, čisto iskreno, ker ne greš ti drugič v isti šov po pač ljubezen. To je moje mnenje, ker tudi, ne vem, jaz tudi, če bi dobila sporočilo, najverjetneje
Tako 99% bi ne bi sprejela. Seveda pa nisem mogel mimo vprašanja, ali je tudi ona dobila Merlakovo povabilo za njegovo jahto. Kar hot topic zale druge sezone, ko je Laro Blaž vprašal. Tako da, ali je Kaja tudi dobila povabilo na jahto in kaj je bil njen odgovor? Ko je Blaž vprašal Laro, ko smo vsi točno vedeli, o kateri jahti govori, Ja. tell me about it. Jaz sem bila tako Blaž je pameten. To je bila moja prva misel, pol druga pa sem videla itak, da je Lara zmrznila, ampak sem bila tako, ženska ne lagat, samo ne lagat, ker itak je vse na Instagramu, vse je bilo po internetu, v novicah pa tako naprej in s točno določenim namenom je pač to vprašal, ni je kar tak zdaj in je točno vedel pač kakšen odgovor pričakuje. Ona mu je pa pač povedala neko XY zgodbico, ko smo itak vsi vedeli, da pač ni res oziroma Blaž ni ciljal na to. Tako da bi bilo boljše, da bi pač povedala po resnici, kot je bilo. Si ti kdaj dobila povabilo za njegovo jahto? Jaz sem dobila povabilo, ampak... Oh my god, res? Ja, ampak ga nisem sprejela. Ker mislim, da je Klemen Kupina. On je, mislim, da pošiljal pač sporočila malo okrog pa to, ampak ne vem, če ga je Anja mogoče celo tudi dobila. Ja. Tak sam ne, jaz na to ne grem. Kako pa je izgledal, ko je sporočil? Veš, da se ne spomnim, ampak tako, mislim, da sem jaz bila s Klemenom na vezi glede enega sodelovanja in mi je pol na koncu napisal nekaj za to jahto, oziroma ne vem niti kako je bilo, ker sem se zdela sam tako, ok, ne, pa gremo naprej, tako da. Kaj bo tvoj nasvet za vse punce, ko se bo to zaključilo? Da se ne vključevati kakršnekoli drame, ne iti na kakršnekoli jahte sumljive, to je pa to. In smo prišli do konca dolgega jezika, oziroma ne še do konca dolgega jezika. Za sam konec nam bo pa Kaja povedala, kje je Kaja danes. Kaj se dogaja, zakaj se je preselila v Španijo? Dajmo pogledati. Seveda sem jo tudi vprašal, ali je samska in pa kako hodi na zmenke, ali hodi na zmenke, kakšno je Kajino ljubezensko življenje. Hit it. Kdo je ta nova Kaja? Zakaj Španija? Za vse tiste, ki te mogoče ne sledijo vsak dan, da mi povej, kako je prišlo do tega, da si se odselila? Vse mi povej. Midve zadnji smo v bistvu za novo leto na Bledu se pogovarjali, ok, da gremo nekam za en mesec, ni toliko, da vidiva pač kak je kje druge in smo, ne vem, nekako smo prišli na Tenerife, ker pač je skozi celo leto lepo vreme in karte niso bile takrat drage, pa tako naprej, pa smo res kupili enosmerno karto, ampak je najprej najin plan bil iti za en mesec. Torej, to smo šli z konc februarja na konc marca. Ampak po 2 tednih tule sem jaz vedela, pač jaz ne bom šla od tu kar tako hitro. Tako da smo pol dejansko šli nazaj v Slovenijo in že imeli kupljeno tudi karto nazaj na Tenerife. In pol 28. aprila smo prileteli nazaj sem, brez kakršnihkoli pričakovanj, brez plana priti nazaj domov. In ja, zaenkrat je pač neverjetno dobro, pač jaz tule res tako uživam, da res Pa se to šola takoj, kaj delata? Večinoma preko Instagrama, jaz tudi pol v šoli za surfanje počasi začenjam pomagati delati, pa tudi imam namen v kratkem narediti licenco za učenje za surfanje. Kako pa izgledajo sodelovanja, slovenska sodelovanja v Španiji? Večino stvari tako imava tule, ker imava tako sodelovanje, ko lahko stvari vzameš zraven, pol pa itak tudi na vsaka, ne vem, 2 meseca prijava v Slovenijo za kak teden, pa si vnaprej vse splanirava. A pa vam tako pošiljajo drugač robo ali? Ne, pač Kanarci pa Tenerifi, to je pač kot da bi bila na drugem, ne na drugem koncu sveta, ne vem kje, pač nič ne pride sem, en paket ne pride sem. What's next for Kaja? Plan je narediti licenco za učenje surfanja, to mi je dejansko zdaj prioriteta, sicer ne še najverjetneje v tem letu, ampak v začetku naslednjega pa definitivno. Se pravi, očitno Španija za nekaj časa ne gre še nikamor. Ne, zaenkrat jaz sem res tu spoznala toliko enih oseb, pa toliko enih novih prijateljev, tako naprej, da bi ful težko zapustila ta kraj. Moja bi najprej bila 2 meseca depresivna, pa pol šla naprej z lifeom, če bi mogla iti tudi tu. Ok. Smo pa tudi samski, si rekla, ne? Ja, smo samski, če kar, ampak zaenkrat mi je cool, tako jaz sem rekla pač ok, dokler ne iščem fanta, če ga pa spoznam, pa toliko boljše, bomo pa videli, kako bo.
Se pravi, če bi te en fan hotel spoznati, kako se pride do kaje, kako je najboljši prvi korak? Saj hodim tu pa tam na kakšne dejte. Fora je v tem, ker jaz sem res večino časa tam na enem območju, kjer se vsi poznamo in najraje imam pač, ko se z osebo srečaš živo, pa to je vse bolj nenačrtovano, kot pa zdaj, da ti splaniraš vse naprej, pa si najprej en mesec dopisuješ, pa pol greš na prvi Ne. Ej, ful hvala, da si se odzvala na moje povabilo, res super si bila. Hvala. Najlepša hvala, Kaj, da si se odzvala na moje povabilo. Jaz se moram povedati, da to je bilo prvič, ko sem jaz s Kajo govoril. V živo še nisem spoznal, tako da nisem pričakoval, kaj ne pričakujem prek Zooma. Moram povedati, da sva v debato padla takole, tako da upam, da jo bom imel tudi priložnost v živo spoznati, ker imam občutek, da bi bilo tako lahko na kavici cel dan. Rad bi se zahvalil Podravki, ki sponzorira današnji video. Pričakirajte tele nove fini mini nudelce. Seveda jih imajo tudi z mesom. Jaz sem se danes odločil probati nekaj drugačnega, ker grem vedno na nudelce z mesom. Ti pa, če ti je bil tale video všeč, ga ne pozabi lajkati. In pa, zdaj je prišel moment, ko mi boš v komentar napisal, katera naj bo moja naslednja žrtev. Zakaj sem rekel žrtev, nimam pojma. Ne mi pozabi pa slediti na mojem Instagramu. Hvala vsem, ki ste mi sledili iz prejšnje epizode, ker se vas je res veliko nabrali. Tako da zdaj se trudim biti tudi jaz majčkeno bolj aktiven na Instagramu. Tako da to je to za danes. Lepo se majte in se vidimo drug teden ali pa čez 14 dni. Bom videl.